do 57. občinskega praznika občine Ljutomer. Dovolite mi, da poleg vseh občank in občanov občine Ljutomer še posebej pozdravim županjo občine Ljutomer, gospod magistro Olgo Karbar. Častnega občana občine Ljutomer, gospoda Miroslava Steržaja. Podžupana gospoda Janeza Venclja. Bivše župane, podžupane, predsednike izvršnih svetov občine Ljutomer ter bivše predsednike skupščine občine. Poslanca, prosim za glas. Poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije, gospoda Jožeta Horvata. Svetnici in svetnike občinskega sveta občine Ljutomer in ostale predstavnike občinskih organov. Direktorja občinske uprave, gospoda Tomislava Zrinskega in sodelavce občinske uprave. Direktorje zavodov javnih podjetij, vse gospodarstvenike, obrtnike, podjetnike. Med nami pozdravljam tudi delegacijo iz Užic in Fulneka. Pozdrav pa gre tudi gospodu Jiržiju Hrasteku iz Fulneka. Občini Ljutomer pogosto pravimo srce in Prlekije. Okolje, ki pritegne z lepoto narave in dobroto ljudi, ki živijo, delajo in ustvarjajo v njej. Leto 1994. Poletje. Čas novih poti. V ospredju je bila jasna naloga. Priključitev novim pričakovanjem in ambicijam mlade samostojne države. Prlekija, ki združuje nešteto naravnih lepot in zaznamuje Prlečke in Prleke z odločnostjo, zdravim pogledom na svet ter marljivo roko, je v zadnjih 2 desetletjih vidno napredovala. Prav na vseh področjih najdemo posameznike, skupine občanov, društva in organizacije, ki tvorijo jedro zelo ustvarjalne in angažirane civilne družbe ter, kot najboljši ambasadorji naše občine, dosegajo izjemne uspehe doma in po svetu. Upravičeno smo ponosni na naše kulturnike, gasilce, posameznike in društva s področja humanitarne dejavnosti ter seveda na prvake v nogometu, karateju, badmintonu, šahu in še kje, naši gimnazijci pa dosegajo izjemne rezultate na debatah v tujini. Občanke in občani s tovrstnim udejstvovanjem ne le uresničujejo lastne talente, ampak bogatijo naše okolje, utrjujejo vrednote in postavljajo prave vzglede za naslednje generacije. Pomemben in pravi vzgled vsekakor najdemo tudi v gospodarstvu, ki navkljub krizi uspešno in vedno znova poskuša najti nove poti do uspeha. Občina pri vsem tem poskuša pomagati. Pomagati včasih z manjšimi pomočmi, drugič spet, kjer je to mogoče, z velikimi posegi. V prihodnjem letu bo komunalno urejena še nova Puhova poslovna cona in nadaljevalo se bo z vabljenjem investitorjev k gradnji v njej, saj so dodatna delovna mesta še kako pomembna. Pri tem bo pomoč 500 000 evrov nepovratnih sredstev, ki so bila pridobljena tudi za subvencioniranje odkupne cene zemljišč v poslovni coni. Skupaj z obrtno-podjetniškim strateškim svetom so v pripravi konkretni, neposredni ukrepi za pomoč našemu gospodarstvu. V preteklosti smo skupaj znižali nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč za 10%. Nepovratna sredstva, ponekod celo v 100% deležu, so prav tako ključ do uspeha za enakomernejši razvoj krajevnih skupnosti. Na Cvenu je bil na ta način prenovljen najstarejši zadružni dom na Slovenskem. V Krištancih, Šaljencih, na Grlavi, Pristavi in Stročji vasi je bilo zgrajene 15 km kanalizacije. V Ljutomeru je bil urejen Stari trg, delno Postružnikova ulica, Vrazova ulica, ulica Ivana Kavčiča,
Užiška ulica, Caherlova ulica, ulica Franca Kovačiča in ulica ob progi, tudi z visokim deležem nepovratnih sredstev v skupni dolžini 2,3 km, s celotno prenovljeno komunalno infrastrukturo in hodnikom za pešce v skupni dolžini 1,6 km ter parkirišči v skupni površini 1350 km². Urejenih je bilo 5 vaško-gasilskih domov. Skupaj z župnijo Ljutomer se je izkazala skrb za kulturne spomenike, ki so še toliko bolj v ospredju v luči 200. obletnice rojstva dr. Franca Miklošiča. V tem duhu se bo uredila sanacija stopnišča in portalov na Miklošičevem trgu ter kapelici svetega Florijana. Za nove individualne stanovanjske hiše je bila izgrajena komunalna infrastruktura na Juršovki in igralne površine za otroke. Zanje pa bodo v kratkem nameščena tudi otroška igrala v Cezanjevcih in Ljutomeru. Do konca leta se načrtuje obnova Mrliške vežice v Ljutomeru in sanacija glavnega trga v Ljutomeru. Za zagotavljanje večje varnosti so bile sanirane ceste v Hujbarju, Žerovincih, delno v Desnjaku, delno na Stari cesti, Podgradju, izgrajena je bila tudi dovozna pot do šole z avtobusnim postajališčem v Stročji vasi. Na večino šol v občini so bile nameščene sončne elektrarne, saj se je tako lahko pristopilo k sanaciji strehe na osnovni šoli Cvetka Golarja. V prihodnjih mesecih bo objekt še energetsko saniran. Pred nami pa je še zgodovinski projekt pomurskega vodovoda, tako imenovani Sistem C, ki bo zagotovil oskrbo s kakovostno pitno vodo za naslednje generacije. V sklopu sistema C bo izgrajeno dobrih 45 km vodovodnega omrežja, 10 km kanalizacijskega omrežja, 5 vodohranov in 1 nov vodni vir. Tudi skrb za starejše nam v občini Ljutomer ni tuja. V Stročji vasi je bil porušen objekt starega vrtca in zagotovljena infrastruktura za izgradnjo doma za varstvo starejših občanov z demenco. V Cezanjevcih se je skozi pogovore na zborih krajanov našla nova lokacija za vrtec in osnovno šolo, v izdelavi je idejna zasnova in potekajo odkupi zemljišč. Zaradi pomanjkanja prostorov je bila izgrajena še bivalna enota ob osnovni šoli. S sprejetjem občinskega prostorskega načrta, pri katerem se je upoštevalo čez 450 pripomb in predlogov občank in občanov, se je vzpostavila osnova za lažje delo in življenje posameznikov in gospodarstva. Obiskali pa so nas tudi številni pomembni gostje, ki radi širijo dober glas o našem kraju. Obrestujejo se tudi napori na področju trajne mobilnosti. Občina Ljutomer je bila finalist Evropske unije pri projektu trajne mobilnosti Active Travel Network in letos bo kandidirala za Evropski teden mobilnosti. Za vse to je potrebno vztrajno dodajati nove vsebine k naši dobri turistični infrastrukturi. V tem duhu so se rekonstruirale garderobe na nogometnem igrišču, pripravlja se kolesarska steza do Radomerja, načrtuje se izgradnja skate steze pri košarkaškem igrišču za športno-izobraževalnim centrom. Vse našteto je slika dejavnosti skupnosti in zahvala za uspešne rezultate gre prav vsaki občanki in občanu. Vsi, ki zaznajo notranji vzgib za izboljšavo okolja, v katerem živimo, bodisi s projekti, z udejstvovanji v družbenem dogajanju ali na kakšen drugi način, izjemno prispevajo k napredku. Zato iskrena hvala za vse ideje, pobude, ure načrtovanja, angažiranja in dela za skupno dobro vseh nas. In prav zaradi tega smo lokalna skupnost, zaradi tega smo občina, iz tega razloga praznujemo. Vse najboljše, občina Ljutomer. Spoštovane gospe in gospodje, prehajamo na slavnostni del nadetja županske verige. Vljudno vabim, da se mi na odru pridružijo županja magistra Olga Karba, direktor občinske uprave gospod Tomislav Zrinski in svetnik gospod Anton Heric, da opravijo to slavnostno dejanje. Lepo prosim. Spoštovane dame in gospodje, županjina dolžnost je, da odeta v župansko verigo nastopi
svečanosti občinskega, medobčinskega, regijskega, državnega in meddržavnega pomena. Posebno, kadar gre za nastope, kjer županja dolžna predstavljati svojo lokalno skupnost in njena stališča. Županja je dolžna s simbolom svoje časti ovrednotiti predvsem slavnost in čas nekega dejanja. Čas in dejanje, kot je današnje. V skladu z občinskim protokolom vabim najstarejšega prisotnega člana občinskega sveta občine Ljutomer, gospoda Antona Perica, da županje častno nadene župansko verigo. Spoštovana gospa magistra Olga Karlo, pripada mi čast, da vam nadenem župansko verigo, ki jo občani občine Ljutomer podeljujemo svoje županje. Ta županska veriga simbolizira vašo župansko čast in odgovornost, ki jo nosite v imenu občank in občanov, ter po njihovi volji zastopate in predstavljate občino Ljutomer. Spoštovane občanke in občani, cenjeni gostje. Winston Churchill je nekoč dejal, da je optimist, ker ne vidi smisla v tem, da bi bil karkoli drugega. S tem stališčem se zelo strinjam, ker pesimist najde težave v vsaki priložnosti. Optimist pa najde priložnost v vsaki težavi. Vse, kar ste videli v filmu, številni dogodki, aktivnosti društev in posameznikov, dobro sodelovanje med organizacijami, zbornicami, podjetji in občinom, prireditve v tednu občinskega praznovanja, vse to kaže, da se pri nas veliko dogaja in veliko dobrega naredi. Predvsem zato, ker delamo drugače. Ker smo nehali iskati le težave in smo zbrali pogum za zasledovanje priložnosti. Dokazali smo sebi in širšemu okolju, da je možno delati drugače, delati z odprto komunikacijo, zaupanjem, z iskanjem pozitivnih lastnosti v ljudeh, da je možno delati s poštenimi nameni, majhnimi koraki in spoštovanjem človeškega dostojanstva. Kako smo dosegli rezultate, je mnogo bolj pomembno od rezultatov samih. Saj ne nazadnje vsi vemo, da ni le pomembno priti do cilja, pomembno je tudi ubrati pot, pod katero se lahko s ponosom zapišeš. Pomembno je, da nismo le nosilci družbenih, gospodarskih ter političnih vlog in funkcij. Pomembno je, da smo in vedno ostajamo le ljudje in da se kot ljudje z iskrenim pogledom in trdim stiskom roke odpremo do drugih in sprejmemo povabilo k sodelovanju. V teh letih sem se naučila, da politika ni tako pomembna, ker nas vedno znova poskušali razdvajati na škodo vseh, ki niso del nje. Naučila sem se, da ni pomembna, ker namesto o idejah raje razpravlja o ljudeh. Naučila sem se, da če pristaneš na njena pravila igre, potem imaš le eno možnost, da bi se izognil njeni zlonamerni kritiki. Ničesar ne delaj, ničesar ne govori in ne postane nihče. Na to jaz ne pristajam. Spoštovane občanke in občani, mi iz dneva v dan kažemo, da na to ne pristajamo. Če ne zmoremo govoriti iskreno o sebi,
potem ne moremo govoriti iskreno o drugih. In če hočemo preseči jamranje in povabiti ljudi, da skupaj najdemo rešitve, potem moramo biti sposobni najti iskrenost v naših odnosih. Moramo biti sposobni poslušati se in en drugega tudi slišati. V Ljutomeru smo se dolgo časa morali truditi, da smo si začeli ponovno zaupati in sprejemati eden drugega kot partnerji, ki si želijo le dobro. Dolgo časa smo potrebovali, da si priznamo, da je pomembno, kaj v srcu čutimo, da je prav to, kar nas spodbuja, da vztrajamo skozi težke čase to, kar nas združuje v veselju in preizkušnjah. Vendar končno smo prišli do točke, da smo začeli dihati skupaj na način, ki presega politične in druge delitve. Na način, ki nam je v Ljutomeru dobro poznan že 145 let. 9. avgusta 1868 smo namreč v našem mestu ponudili platformo za eno izmed najbolj tvornih zahtev našega naroda. Prvi slovenski tabor, ki je imel preprosto in zelo nesebično zahtevo politično nepomembnega dela takratne družbe. Naj se zedini slovenski narod v eno deželo. Naj se v njej uporablja slovenski jezik v uradih, šolah in družbi in naj Bog živi Slovenijo. To je bila misel, ki je resnično presegla takratno politiko in povabila vse Slovence, da se ji pridružijo. Že takrat smo v Ljutomeru dokazali, da se da delati drugače. Kako drugače? Naprimer tako, da pobuda za tretjino uvodoma omenjenih projektov pride strani občank in občanov, kar pomeni, da smo vas slišali in razumeli, ter da smo delovali skupaj. Ali tako, da v postopku sprejemanja občinskega prostorskega načrta upoštevamo 140 predlogov za dodatne spremembe, ki so marsikje v občini olajšale življenje in poslovanje. Delati drugače pomeni tudi to, da sem osebno imela čas prijeti skoraj 1500 posameznikov na tako imenovanih klepetih županjev, ki so v resnici iskreni pogovori o rešitvah na zelo različne realne izzive ljudi v naši skupnosti. Zato sem prepričana, da dobri rezultati, ki jih vidimo, slišimo in občutimo, niso tisto, kar šteje največ. To so le posledice spremembe, ki nam jo je vsem nam skupaj uspelo doseči. Zato, ker se iskreno pogovarjamo, ker se slišimo in spoštujemo, smo nedvomno na pravi poti. Za ta iskren odnos, dober dialog in pripravljenost prispevati v skupno dobro, se vam vsem še enkrat iz srca zahvaljujem. Moje sporočilo na ta slavnostni dan je preprosto. Gremo naprej. Nadaljujemo s tem, da se vse manj zapiramo vase. Nadaljujemo z ustvarjanjem novih vrat, na katere lahko potrkajo nove priložnosti. Zaupajmo si in naredimo več kot člani društev, kot javni uslužbenci, kot gospodarske družbe, kot mladi, kot študenti, kot upokojenci, kot člani občine Ljutomer. Čeprav imamo kot občina konkurenčnih prednosti v okolju, v znanju, v izkušnjah, je vendar naša najbolj odločilna konkurenčna prednost sprememba v odnosih, ki se vse bolj prijema v vseh porah življenja naše občine. S tem spoznanjem in navdušenjem v srcu vam iskreno čestitam ob občinskem prazniku in vas vabim, da še naprej skupaj pišemo zgodbo o uspehu Prlekije in vseh ljudi, ki smo srečni, da lahko v njej živimo. Hvala lepa.
kakšna je scena, povej, kdo igra. Koliko je cena za predstavo tu? Kdo je režiral? Bog je prvi. Verjetno prišlo bo spet veliko ljudi. Ker velik spektakel ni poznano darilo, poznano z naslova, poznano z neba. In v koncu predstave poanta sporočilo, da življenje je igra in da svet je kot kruti teater, saj je akcija živa. Barve izgubljajo tome. Konec predstavi, naš bend več ne špila. Lovec ubil spet svoje plen. A spektakel se odvija nekje daleč proč. A spektakel se odvija nekje daleč proč. A spektakel se odvija nekje daleč proč. Brez aplauza odideš, ko daješ štos. Spoštovani, slavnostna prireditev ob občinskem prazniku je obenem priložnost, da se kot hvaležna skupnost občank in občanov zahvalimo posameznikom, društvom, ustanovam in podjetjem, ki naše lokalno okolje krepijo s pravimi vzgledi ter izjemnimi dosežki. Nagrade in priznanja se podeljujejo na predlog občinskega sveta občine Ljutomer in na predlog županje občine Ljutomer. Zato ob tej priložnosti na oder ponovno vabim gospod županjo, magistro Olgo Karmo. Najprej bomo podelili nagradi na predlog občinskega sveta. Prikladov klub Top Gun mi pomeni ogromno, ker začeli smo tudi leta 1997, v bistvu čisto na lokalni ravni, bi rekel, ne? In potem smo z leti napredovali, oziroma že takoj smo začeli napredovati na državni ravni in zdaj mislim, da smo trenutno, bi bil potrditi, najbolj trofejni klub v Sloveniji. Začelo se je kot z hobijom. Prvo seveda v bistvu z interesom sem spremljala, kako se pikado meče, potem je preraslo v nekaj, kar bi jaz začela se s tem ukvarjati, potem bil hobi, prijateljstvo, potem pa druženje. In zdaj pa se je že stopnjevalo v nekaj resnega, tako da smo kar uspešni, moram reči. Društvo Strelec Grlova že 18 let nastopa v slovenski ligi pikada. V 2 letih jim je uspel preboj v državno ligo, kjer so zasedli 2. mesto. To je bilo prelomno leto, saj so takrat nepričakovano, vendar zasluženo osvojili tudi ekipno 2. mesto na Evropskem prvenstvu v Turčiji. Ti uspehi so jim dali še večji zagon in pričela se je zgodba o uspehu ekip Top Gun, kot so poimenovali svoje ekipe. Do leta 2013 je članska ekipa osvojila 10 državnih klubskih naslovov v moški konkurenci, 3 naslove državnih prvakinj in 5 drugih mest.
Posamezno so osvojili 7 državnih naslovov, 3 druga mesta, 1 tretje in 4. mesto. Ženska ekipa si je pridobila tudi naslov državnih prvakinj v dvojicah. Na evropskih prvenstvih, vključno od leta 1999, ko so osvojili 2. mesto, sta največja uspeha evropskih klubskih prvakov iz leta 2001 in 2002 ter leta 2012, ko so moški ekipno osvojili 2., ženske pa 3. mesto. Potrebno je omeniti tudi 3. mesto v Evropski Champions Ligi. Skupno so se udeležili 13 evropskih in 2 svetovnih prvenstev. Njihovi tekmovalci so osvojili 4 naslove evropskih prvakov, 3 druga in 6 tretjih mest. V društvu se zelo posvečajo delu z mladino, saj imajo kar 5 različnih selekcij v mladinski, kadetski in pionirski kategoriji. Mladinci in kadeti, tako v dekliških kot v fantovskih kategorijah, so osvojili 8 klubskih in 12 posameznih naslovov državnih prvakov. Bom rekel, skoraj preživljam več cajtov žimi, kak mogoče malo smešno čuti kot družino, ampak dejansko smo dosti v Küper in si težko postavljam življenje brez totih prijateljev, ki nas druži v ljubezen Topikado. Plaketo z listino in denarno nagrado občine Ljutomer za uspehe v Pikadu prejme športno društvo Strelec Grlava. Na oder vabim predsednika športnega društva Strelec Grlava, gospoda Jožeta Grantaša, da prevzame plaketo in denarno nagrado na predlog občinskega sveta občine Ljutomer. Prosim še za en aplavz. Družba Petrol je leta 1963 v poslovni enoti Murska Sobota od servisnega podjetja Agroservis Ljutomer na lokaciji poznejšega Tehnostroja prevzela bencinsko črpalko. Tako je pristopila k prenovi objekta, s čimer se je izboljšala ter razširila oskrba z gorivi in sorodnimi izdelki. Z razvojem avtomobilizma se je pojavila potreba po sodobnejšem bencinskem servisu na območju Ljutomera. Razvojnim trendom je sledila tudi družba Petrol in v letu 1968 zgradila nov bencinski servis v Ljutomeru. Kljub konkurenci na področju prodaje naftnih derivatov v Ljutomeru je Petrolov bencinski servis obdržal pomembno vlogo pri oskrbi kupcev z gorivi. Hkrati je razširil ponudbo in se tako prilagajal njihovim potrebam ter upravičil njihovo zaupanje. Petrolov bencinski servis v Ljutomeru danes poleg osnovnega asortimana nudi še široko paleto dodatnih izdelkov in storitev, s čimer oskrbuje tako občane, kakor tudi obiskovalce našega mesta. Pisno priznanje v občini Ljutomer ob 50-letnici delovanja prejme bencinski servis Petrola Ljutomer. Na oder vabim predstavnika Petrola, gospoda Goloba, da prevzame pisno priznanje na predlog občinskega sveta občine Ljutomer. Še enkrat iskrene čestitke nagrajencema, predno pa nadaljujemo s slovesnim programom, ponovno vabim na oder glasbenega gosta Sama Budno.
nadaljevanju prehajamo na priznanja, ki se podeljujejo na predlog županje, zato ponovno prosim gospod županjo, da se mi pridruži na odru. V prvem sklopu podelitve nagrad se bomo spomnili in odlikovali institucije, organizacije in društva, ki živijo z nami mnogo desetletij, ter pomembno sooblikujejo podobo občine in pozitivno zaznamujejo življenja ljudi v njej. Ljutomerska obrtna zbornica deluje 45 let. Nekdaj so bili zaposleni 3, zdaj sem ostala sama. Delati z obrtniki je lepo delo. Spoznavamo obrtnike po celi Sloveniji, s katerimi pač sklepamo tudi nove posle. Vidimo, kako so oni rešili enake oziroma podobne težave, kot jih imamo sami. To nam pomaga, ne? Pred 45 leti so številni slovenski obrtniki, med njimi tudi mnogi ljutomerski, pričeli na glas razmišljati o lastni ustanovi, ki bi povezala in združila zasebni sektor obrtništva, kar je pomembno vplivalo na razvoj te panoge. V Ljutomeru je bilo 29. septembra 1968 ustanovljeno takratno občinsko združenje obrtnikov in sodi v sestav 12 občinskih obrtnih združenj, ki so ustanovili Zvezo združenj samostojnih obrtnikov Slovenije. V 45 letih obstoja je v obrtniškem sistemu prišlo do številnih reorganizacij in preoblikovanj, od prvotnega obrtnega združenja do današnje območno obrtne podjetniške zbornice Ljutomer. Vse skozi je ljutomerska organizacija uživala ugled in bila cenjena tako med člani, kot tudi na nivoju državne in lokalne skupnosti. Še zlasti zaradi njenega poslanstva, kjer so obrtniki in podjetniki svojo zbornico postali enakovreden partner v dialogu z državo in sindikati. Imamo ples, imamo kolesarjenje, imamo pohod, imamo vedno puno zasedanje, tako mislim, ko smo še v totem dele zelo pridni, kaj se druženja tiče, kaj zadovoljni so obrtniki, ker če malo kaj mi sodelujemo z drugimi območnimi zbornicami, se že strašno pozna in odpadajo stvari, nekaj več. Mislim, da v teh težkih gospodarskih položajih, kot smo, obrtna zbornica potrebna bolj kot dajkoli. Država nas bombardira z novimi davki, z višjimi prispevki in tako naprej, in kot posameznik se ne moremo boriti proti tem, zato pač rabimo neko organizacijo, katera nas povezuje in je močnejša v borbi proti tem. Za 45 let delovanja prejme območna obrtna zbornica Ljutomer priznanje županje občine Ljutomer. Na oder vabim predsednika območne obrtne zbornice Ljutomer, gospoda Danijela Zelka. Hvala lepa, gospod Zelko. Na gimnazijo sem se vpisala, zato ker sestra hodi tudi v gimnazijo, pa sem čula same dobre stvari. Te pa smo šli z mamo malo po informativnih, potem v Ormož, pa Lotmerk. V soboto sem nekako ni htela iti kaj daleč. Po Lotmerk si jih volil, tako potem sem rekla, ajde pa še jaz probam, kak je, če da vrede. Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer je razpoznavna šola v slovenskem merilu in letos ponosno praznuje 50 let delovanja v pomurskem prostoru. Svojo polstoletno tradicijo je šola, ki dijakom ne ponuja zgolj formalnega znanja, ampak jim s pestrim naborom dodatnih aktivnosti pomaga pridobivati številne dragocene izkušnje. Mlade, ki se odločajo za gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer, najbolj pritegnejo vrhunski rezultati ter priznanje z različnih nacionalnih in mednarodnih tekmovanj, številne možnosti umetniškega udejstvovanja ter razne mednarodne izmenjave v okviru šolskih projektov. Vse to dopolnjujejo z različnimi ekskurzijami in terenskimi projekti, ki jih vodijo izkušeni profesorji.
Je dijakom prijazna šola, saj jim omogoča prilagajanje šolskih obveznosti zaradi drugih izobraževalnih dejavnosti. Gimnazija Lotmark je najboljša, zato ker imamo fejst dobre profesore. Mislim, da na začetku je vse fejst žmetno prilagoditi na novi program, ko prideš z osnovne, pa enkrat osvojiš tisti novi sistem, ki imajo fejst dober sistem, postavljanje glede reda, pa discipline, pa zahtevljajo tudi dosta odnos in to nas že od prvega letnika ribljajo in na konci dosežejo to, kam vemo stvari, ne samo tako. To pa lahko govorim pol ure. Najprej zato, ker ima super dijake, kjer se radi učijo, s katerimi je lahko delati, s katerimi se zelo dobro razumemo. Drugič zato, ker ima zelo dober profesorski zbor. To so kolegi, s katerimi izredno dobro sodelujemo, s katerimi se izredno dobro razumemo in si pomagamo, kar je pri velikih projektih, ki jih imamo, zelo pomembno. Tretjič zato, ker imamo dobro vodstvo, ki nas spodbuja pri vsem, kar želimo delati in nas podpira pri vsem. In predvsem pa tudi zato, ker imamo odlično opremljenost šole, ki nam jo zavidajo vsi kolegi, ki pridajo iz tujine, ne samo iz Slovenije. Za 50 let delovanja prejme gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer priznanje županje občine Ljutomer. Na oder vabim ravnatelja gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, gospoda Zvonka Kustneca. Zakaj imate radi nogomet? Zato pa, da se lahko igra z nogo. Točno tako. Še kaj? Zato pa dosta prebežiš. Vidiš, še kaj? Ker spoznaš nova prijatelja. Pač reči mi, zakaj rad špilaš fuzbal? Prvo, rad imam kolektivni šport. Drugo, kako drugo. Tu sem že od 12. leta, moj matični klub. V Ljutomeru so nogomet igrali že pred drugo svetovno vojno. Kljub temu pa je bil nogometni klub Ljutomer ustanovljen šele leta 1948. Do leta 1974 je Ljutomer nastopal na igrišču, kjer je danes letno kopališče. Nekaj let je bil domačin na Cvenu, v sezoni 1977-78 pa se je vrnil v Ljutomer, kjer je bil zgrajen atletski stadion, klub pa je dobil novo nogometno igrišče in slačilnice. V lanskem letu so bile slačilnice obnovljene, pred leti pa je igrišče dobilo tudi sodoben namakalni sistem. Največja uspeha članske ekipe v obdobju nekdanje skupne države Jugoslavije sta nastopanje v takratni conski ligi v sezonah 1966-67 in 1973-74, v sezoni 2012-2013 pa se je članska ekipa uvrstila v tretjo slovensko nogometno ligo, kjer bo nastopala tudi v prihodnji sezoni. Vse ostale selekcije se udeležujejo tekmovanj v okviru Medobčinske nogometne zveze Murska Sobota. Trenutno je vse selekcije kluba vključenih več kot 130 nogometašev, od tega blizu 100 mladoletnikov v nogometno šolo, ki slovi kot ena izmed uspešnejših v Pomurju. Zakaj je enkrat Ljutomer najboljši klub? Za mene? Ja. Tako da to za mene edini pravi prleški nogometni klub, čeprav smo dvoje tu, ne. Drugo ne bi šel nikom, predvsem ti so prvi kolegi, smo prva klopa, dihom Aranzove in to. Kdo je zmagovalec prve slovenske lige za 10 let? Ljutomer! Za 65 let delovanja prejme nogometni klub Ljutomer priznanje županje občine Ljutomer. Na oder vabim predsednika nogometnega kluba Ljutomer, gospoda Saša Makoterja.
V bistvu najbolj aktivne so karate, judo, namizni tenis, košarkarska sekcija, lokostrelska sekcija. Tu tekmujejo na nivoju državnih prvenstev in pa tudi mednarodnih tekmovanj. Kar nekaj državnih prvakov ima TVD Partizan vsako leto. Tudi udeležujejo se v sklopu šolskih športnih tekmovanj, se tudi naši tekmovalci, ki trenirajo v dvorani Šic, se udeležujejo pač za določene šole, kjer obiskujejo pač pouk, se za njih tudi tekmujejo in osvajajo državne naslove. Sokol v Ljutomeru, ustanovljen leta 1903, je množično pritegnil narodno zavedne Ljutomerčane in okoliško prebivalstvo. Ustanovitev društva je bila toliko večjega pomena, saj je bilo v času, ko se je ustanovil Murski Sokol, na slovenskem ozemlju samo 15 sokolskih društev. Ustanovitev Murskega Sokola, tako se je društvo poimenovalo, je potekalo v nedeljo 15. avgusta 1903 v Sršenovem Logu, danes park prvega slovenskega tabora. Časopis Slovenski narod je v uvodniku prireditve zapisal: ob prekrasnem vremenu, sredi vinorodnih goric in rodovitnega Murskega polja, v prijaznem Ljutomeru, kjer se je vršil leta 1868 prvi slovenski tabor, dvignil je Sokol svoja krila ter ponosno vzletel. Po številu članov je v bistvu judo sekcija, katera vodja sem jaz. Potem je tu, kar se tekmovalnih rezultatov tiče, karate, ki imajo tudi eno izredno vrhunsko tekmovalko, ki je v lanskem letu dosegla 3. mesto na Evropskem mladinskem prvenstvu. V bistvu potem je tu še namizno-teniška in lokostrelska sekcija, ki ima praktično vsako leto kakega državnega prvaka. Sokolski dom se je začel graditi leta 1924, dokončan in dan v uporabo 10. oktobra leta 1926. Danes deluje v okviru telesno-vzgojnega društva Partizan Ljutomer kot naslednika Murskega Sokola 9 aktivnih sekcij, katere vključujejo svoje športne aktivnosti preko 500 aktivnih članov, učencev, mladine in rekreativcev. Pri treningu jim pomaga 12 trenerjev. Glede na to, da imamo zdaj člani TVD Partizana res v redu pogoje za delovanje v novi dvorani Šic, mislim, da bomo še kar en čas delali in predstavljali center športa in rekreacije v ljutomerski občini. Za 110 let delovanja prejme telovadno društvo Partizan Ljutomer priznanje županje občine Ljutomer. Na oder vabim predsednika telovadnega društva Partizan, gospoda Toneta Ficka. Naj se popravim, gospod predsednik je žal odsoten, gospod Tone Ficko bo prevzel nagrado na mesto predsednika. Pravim, zdaj, če eno, dve predstavi na leto delamo, plus tega je še prišče za igrate, je kar skoraj obveza, ko dobesedno živiš za gledališče, za to skupino. Druženje, ne? Druženje, jaz bom tako rekla, tako kako sem že omenila, da tu prijemo različni ljudje, z različnimi poklici, z različnimi ambicijami, ne? In na koncu vidiš, kljub temu, tako recimo, to je tako, kako ena familija smo, ne? In tako, kako se familije skregajo, tako, kako se familije
radostijo, tako kako se veselimo se in rojstnih dnevov in rojstev. Zametki prvih gledaliških korakov se pričnejo v letu 1903 s prebujanjem vseslovenstva in z ustanovitvijo prvih slovenskih čitalnic. Bogata bera gledališke dejavnosti se po ohranjenih podatkih prične z veseloigrami, veselimi večeri, ki so prirasli v kvalitetno gledališko dejavnost. Vseslovenski odmev je imela opereta Pri belem konjičku iz leta 1936, opereta Dežela smehljaja v letu 1959 in komedija Vaja zbora, ki je postala državni prvak. Vsa ta leta, predvsem pa po drugi svetovni vojni, je steber gledališke dejavnosti nosila gledališka skupina Kulturno društvo Ivana Kavčiča iz Ljutomera. Vsako leto so bile uprizorjene gledališke predstave različnih žanrov. Skupina se je pojavljala po vseh gledaliških odrih po Sloveniji in tekmovanjih, s katerih je prinašala zmage in priznanja. Skupino so uspešno vodili številni režiserji in gledališki igralci, veliko jih je žal že pokojnih. Prihaja pa novi rod, ki bo nadaljeval uspešno delo Staneta Kralja, Zalike Novak, Ivana Žnidariča in še koga. Težko bi po mojem preživljal, posebno zato, ker je 110 let pojem faze obdobje, ki ljudje pričakujejo. Saj, če bi mogoče zamrlo, bi se navadili, ko pač nega tega, ampak zdaj pa, ko greš po ulici, pa pride tam okrog decembra, te že spitobljajo. Bo kaj, delate kaj, ne? In mislim, ko bi bilo tisto obdobje, ko bi rekli nega gledališča v Ljutomeru, gledališke skupine, kar bi rekel težko prebolevljivo za ljudi tudi. Ne? Ja, prihodnost društva bom pa rekel tak. Vsekakor vabljeni mladi, ne? Za 110 let gledališke dejavnosti v Ljutomeru prejme Kulturno društvo Ivana Kavčiča, gledališka sekcija priznanja županje občine Ljutomer. Na oder vabim predstavnico Kulturnega društva Ivana Kavčiča, gledališka sekcija, gospod Vani Kozorec. Hvala lepa obema. Dame in gospodje, prehajamo na drugi sklop županjenih priznanj. V tem delu bomo nagradili posameznico in posameznike, ki so svojim trudom prispevali k obogatitvi humanitarnega, društvenega, turističnega in športnega dogajanja. Brez Jožice sigurno bi težko bilo, ona si najde svoj krog žensk, pa tudi moških sodelavcev, ne? Tako da naj se bo tu pri krušni peči ali pri mordi, pri mešalci, pri cigli ali pa tako naprej, tako da tu imamo dejansko srečo. Čas njenega, kaj je predsednica društva od 2008. leta, je dejansko smo dobili prek 100 000 evrov raznih nepovratnih sredstev, zraven tega še občinskih sredstev in podpisov je grozno dosti. Podpisov je grozno dosti. Ni bilo dneva oziroma minute, ko se ne bi čas vzela, pa šla, če je tudi trebalo do Ljubljane. Jožica Brden je že več desetletij aktivno prisotna na društvenem področju, k čemu je precej pripomogel njen energičen karakter. V svojih 20-ih se je vključila v razna društva v Babencih, Kmečke žene, PGD Babenci in Športno društvo Babenci, kasneje pa še v Turistično-kulturno društvo Babenci, kjer je bila najbolj aktivna. Ko se je v letu 2007 upokojila, je svoje delovanje v društvih še povečala in z letom 2008 postala predsednica Turistično-kulturnega društva.
Vse skozi se trudi obdržati aktiven utrip dogajanja v Babencih, ki temelji na ohranjanju kulturne dediščine, prenesene v popestritev današnjega časa krajanov. Jožica dejansko gledam kak vodja, kak predsednica društva, ker dejansko to si tudi ime njeno zasluže. Vsekakor pa kak kolegico, kak vaščanko, to pa normalno smo na vezi, povezane smo. Miklošičeva domačija je v Vavpotičevi lasti od leta 1915, ko jo je kupil Marko Vavpotič, stari oče Mira Vavpotiča. Tako je družina Mira Vavpotiča že tretja generacija, ki skrbi za to domačijo. Spodbudo za ohranjanje te dediščine je Miru in njegovi družini dal čas, v katerem živimo. Njegov oče tudi skrbija za Miklošičijo, sicer v tistem času še te ni bilo tako popularno, znano, kako bi se to tako promoviralo, kako se mogoče zdaj. Ker pa smo se vsi zavedali, ker je vseeno to naš velikan, ki je bil sledi v zgodovini in bi bilo škoda, kako bi to zanemarili. Sami so se večkrat odpravili na izlet po Sloveniji in odkrili, da ni veliko ljudi, ki premorejo takšno zapuščino. Zanimanje za Miklošiča in posledično za njegovo domačijo v zadnjih letih narašča. Samo malo je bilo obiska. Ne je bil on tako znan, kaj vem, no. Zdaj totih zadnje, kako bi rekla, njih 20, niti ne. Ja, nekaj tako, ne. Po letu 2000 so pristopili k obnovi okolice. Urejali so tako rekoč korak za korakom, opeko na opeko, vsak vikend nekaj. Ves prosti čas so izkoristili za načrtovanje in se skušali postaviti vlogo obiskovalca, da bi mu poleg Miklošičeve zapuščine približali tudi neokrnjeno naravo okoli nje. Zavedajo se, da takšne zapuščine ni mogoče kupiti z denarjem in jo zato še večjim spoštovanjem pokažejo. Miklošičijo, kot jo poimenujejo, bodo nadgrajevali še naprej, saj se zavedajo, kako pomembno kulturno-turistična točka je Miklošičeva domačija, ne samo za Prlekijo, ampak za celotno Slovenijo. Za skrbno vzdrževanje kulturne dediščine in ohranitev Miklošičeve domačije prejme gospod Miro Vavpotič priznanje županje občine Ljutomer. Jaz sem Andrej Grut. Odbojko trenutno igram v Avstriji pri avstrijskem prvoligašu posojilnici Eichdob. Odbojko sem začel igrati pri Ljutomeru, to je moj matičen klub, potem sem športno pot nadaljeval v Murski Soboti, tam sem preživel 6 lepih let. Nato sem pot nadaljeval v Novo Gorico, tam sem bil 2 leti in zadnja 3 leta nastopam v Avstriji. Naslov avstrijskega državnega prvaka mi zelo veliko pomeni, kajti to je moj največji uspeh v karieri in na njega sem zelo ponosen.
Želim si igrati odbojko še nekaj let na čim višjem nivoju. Moram pa tudi reči, da sem letos končal študij na fakulteti za fiziko, tako da po končani karieri se bom najverjetneje posvetil čemu takemu. V Ljutomer zelo rad pridem, da obiščem svojo družino, kajti čez sezono je zelo redko. Poleg tega rad obiščem tudi svoje stare prijatelje, da gremo na kakšno pijačo in se pozabavamo skupaj. Za vrhunske športne dosežke prejme gospod Andrej Grut priznanje županje občine Ljutomer. Gospod Andrej Grut je žal odsoten, na oder vabim partnerko nagrajenca, gospodično Nino Frančič. Senior gospod Izidor Veleberi je zame dragocena oseba in najbrž tudi za marsikoga drugega iz naše občine Ljutomer. On je namreč duhovnik v pravem pomenu besede, zna prisluhniti, je tudi odličen psiholog in glede na to, da je tudi rodoljub do svoje rojstne bogojine, pa se je vendarle znal prilagoditi prlekom. Ker namreč prleki smo tudi svojevrstni ljudje in včasih težko sprejmemo koga medse. Gospoda Izidora smo sprejeli z vsem srcem in zdi se mi pomembno, da ga imajo otroci radi in da ga starejši zelo spoštujejo. Seveda pa ga poznamo zelo dobro tudi mi, ki smo srednjih let. Pri njem najdemo marsikdaj zavetje, prisluhniti nam zna, svetovati. 9. junij 1963 je bil izjemno pomemben dan za monsignora Izidorja Veleberija, saj je bil na ta dan v mariborski stolnici posvečen v duhovnika. V svoji bogoslužni karieri je služboval v raznih pomurskih krajih. Bil je kaplan v Gornji Radgoni in nato v Beltincih, kjer je pomagal pri izgradnji podružnične cerkve na Spodnji Ščavnici ter pri urejanju doma za sestre redovnice in doma za upokojene duhovnike v Beltincih. Bil je še župnijski upravitelj, župnik in tudi dekan, tako v Jarenini kot kasneje v Ljutomeru. Sodeloval je v raznih drugih institucijah, in sicer kot član Škofijskega duhovniškega sveta, član Škofijskega pastoralnega sveta, Centra za duhovne poklice in član liturgične komisije Škofije Maribor. Bil je še član komisije pri oblikovanju razmišljanj pri Radiu Murski val za oddajo Misel in čas, ter član komisije pri urejanju za priključitev župnije Razkrižje Mariborski nadškofiji. Poseben pečat je pustil v občini Ljutomer, saj je poleg že omenjenega bil tudi prvi predsednik župnijske Karitas v Ljutomeru, izdal je župnijsko glasilo Utrip in 25 let vodil župnijski pevski zbor. Za svoj prispevek občini je prejel občinsko priznanje za doprinos k ohranjanju in obnovi kulturne dediščine, občinsko priznanje za plemenito delo v župniji ter občinsko pisno priznanje za življenjsko delo. V župniji Ljutomer je še vedno prisoten kot duhovni pomočnik. Mislim, da ima to eno posebno karizmo, ki nagovarja človeka in povezuje. In se mi zdi, da je to tisto, kar danes človek še posebej potrebuje. In v tem smislu tudi sodelovanje oziroma ustanitve v Karitas, recimo pred 20 leti, je bila še kako velikega pomena, saj smo lansko leto obhajali 20 let tega delovanja. Za dolgoletno delovanje na humanitarnem področju prejme gospod monsignor Izidor Veleberi in priznanje županje občine Ljutomer. Na oder vabim gospoda monsignorja Izidorja Veleberija.
gospod monsignor Isidor Veleberi. Izbrali smo me, da bi vas nagovoril in ker moramo obogat, sem tudi tokrat obogal. Prazniki so ostanki na poti vsakdanjega življenja. Občinski praznik nas vabi, da se ozremo vase in okoli sebe. Se veselimo pregojene poti, se opogumimo za nadaljevanje poti v dobro smer. Opazimo, kar smo morda prezrli ali premalo vrednotili. Se ozremo k višku in opazimo na našem nebu tudi svetle zvezde. Opazila jih je naša spoštovana županja magistra Olga Karba in priznala naš prispevek k življenju na različnih področjih. Želimo svetiti še naprej z novo močjo. Veseli me, da ste v glasilu za občinski praznik posvetili veliko prostora kvaliteti življenja in naših medsebojnih odnosov. To je tudi žarelo iz današnjega nagovora, da je toliko posvetili tem našim medsebojnim odnosom. Veliko govorimo o gospodarskem napredku. Človek je tisti, v katerega je vredno vlagati največ. Kajti le dobri, sposobni, delovni, dobronamerni in pošteni ljudje so nosilci razvoja in upanje za resničen napredek in gospodarsko rast. Veliko dobro zastavljenih projektov je že propadlo zaradi koruptivnih ljudi. Kultura bivanja, kultura naših srečavanj, naših pozdravljanj naj napravijo naše odnose prijaznejše, zaupanje drug v drugega in naj bo dragoceni spremljevalec našega življenja. Naša prihodnost naj bo dostojna nas in naših zaznamcev. Otroci bodo nadaljevali zgodovino, starejši pa posredujemo izkušnje in modrost življenja. Ta dialog je zaklad med generacijami, ki ga treba ohranjati in gojiti. Bodimo ljudje dobrega srca, plemenitih dejanj, prijaznih obrazov in velikih načrtov. Sedanji papež Frančišek je zaprical v Rio de Janeiro: ne dovolimo si ukrasti upanja. Res je, da delamo za priznanje nebesih. Dobro pa dene tudi priznanje že na zemlji. Zato hvala za podeljena priznanja v imenu vseh dobitnikov in iskrene čestitke v občinskem prazniku vam, gospa županja, in vsi občani. In naša popotnica vsem srečno pot v svetlo in prijazno prihodnost, občina Ljutomer. Seveda prav pa je tudi, da damo besedo našim gostom. Spoštovani prisotni na 57. prazniku občine Ljutomer. V čast in ponos mi je bilo prevzeti plaketo z listino in denarno nagrado občine Ljutomer. Ob tej priložnosti bi se zahvalil občini Ljutomer, občinskemu svetu, gospe županji, predlagateljem, da so nas nominirali in pozneje tudi potrdili za to veliko priznanje. To priznanje ni namenjeno mene, ampak vsem, ki v društvu delajo že od leta 1997, ko so se zbrali in pričeli tekmovati v regijskih ligah in pozneje nadgradili z odličnimi rezultati in nas vse skupaj pripeljali v sam državni in evropski vrh. To je priznanje vsem igralcem, igralkam, tudi staršem otrok, ki jih vozijo od blizu in daleč k nam na treninge in tekmovanja, kakor tudi našim družinskim članom, ki so marsikdaj prikrajšani za našo prisotnost, saj smo velikokrat odsotni zaradi državnih in evropskih tekmovanj. Vedno s ponosom na tekmovanjih poudarimo, da smo iz Pelekija, z Veleve v občini Ljutomer. Da smo vse to dosegli, nam ne bi bilo mogoče uresničiti brez pomoči lokalne skupnosti, to je občine Ljutomer. Veliko
prispevajo tudi naši igralci. Nikakor pa ne smemo pozabiti naših sponzorjev, donatorjev, brez katerih ne bi bilo vseh teh odličnih rezultatov. Vsem omenjenim najlepša hvala. To je naša zahvala, sedaj pa resnično damo priložnost tudi našim gostom, da spregovorijo, da se ob morebitni priložnosti tudi zahvalijo. Dame i gospodo, poštovana predsjednica opštine Ljutomer, poštovani prijatelji, velika čast i zadovoljstvo mi je da ispred grada Užica prenesem vam čestitke i pozdrave i da vam poželim 57. praznik opštine Ljutomer. U ova 2 dana koliko smo ovde, vaši gosti, obišli smo celu opštinu, upoznali smo puno divnih i prijatnih ljudi i mogu vam reći da smo se osjećali kao da smo u Užicu. I da ne bih mnogo dužio, Srbija velikim koracima ide ka Evropskoj uniji i nadamo se da ćemo uskoro biti u prilici da ukinemo i fizički sve granice koje su nas delile, koje smo mi davno između nas u našim srcima ukinuli. I želim vam srećno praznovanje općinskog praznika. Hvala. Spoštovani, já jsem velice ráda, že vás mohu pozdravit u příležitosti vašeho občinského prázdnika. Přináším mnoho pozdravů z Fulneku, speciálně od Oldtimer klubu Děrné a od Fulnecké kapely, kteří u vás v Lutomeru strávili nezapomenutelné chvíle. Družba mezi Lutomerem a Fulnekem trvá už 40 let, více než 40 let. A já si myslím, že to je to správné, protože národy, které spolu spolupracují, které se přátelí, které spolu komunikují, ty národy spolu nebojují. A my všichni si přejeme, aby nejen v Evropě, ale i v celém světě byl mír. Já vám chci popřát hodně zdraví, aby se splnila všechna vaše přání a tužby. Vašemu krásnému městu Lutomer přeji, aby se dále rozvíjelo a abyste v něm všichni spokojeně žili a pracovali. Chvála lepa za přátelské, příjemné, srdečné přijetí. Chvála lepa za vše. Mislim, da smo razumeli vse, tako da prevod ni potreben. Najlepša hvala našim gostom, seveda pa gre zahvala tudi donatorjem tedna občine Ljutomer praznuje 2013. PNTF, Puklavec and Friends, Krka, Novo mesto, Pomgrad, komunalno stanovanjsko podjetje Ljutomer, Legartis, komunalno podjetje Ormož, Zavarovalnica Maribor in Radenska Radenci. To so naši pokrovitelji, prosim še enkrat velik aplavz. Vse veste, kako pravijo, da v tretje gre rado, zato še tretjič nocoj vabim na oder v čast občankam in občanom, prejemnikom nagrad občine Ljutomer, nocojšnjega glasbenega gosta Sama Budno. Tisti, ki želi, se mu lahko s petjem tudi pridruži, v pomoč pa vam je besedilo izpisano na platnu.
Samovodni in njegovi skupini. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi tistih najmlajših, ki so nas nocoj popeljali v ta prečudovit večer. Zahvala gre vrtcu Ljutomer. Seveda pa velika zahvala tudi tistim, ki so na kakršenkoli način pomagali soustvariti nocojšnjo svečano prireditev. Naj v koncu izkoristim trenutek in se tudi vsem vam zahvalim za nocojšnji obisk. Hvala lepa, da ste bili z nami in naj se naše druženje ne zaključi. Prav je, da zunaj dvorane skupaj nazdravimo rojstnemu dnevu naše občine. Hvala lepa ter lep večer še naprej.